Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Z veseljem predstavljam gostjo današnje epizode podkasta Na obisku. To je docentka doktorica Lorna Zadravec-Zaletelj, doktorica medicine, pa specialistka onkologije z radioterapijo, zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer je vključena v timsko obravnavo otrok z rakom, za katere načrtuje obsevalno zdravljenje. Pa vendarle tu ni edini del njenega delokroga. Docentka doktorica Lorna Zadravec-Zaletelj je tudi vodja ambulante za sledenje poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu in v mlajši odrasli dobi. Poleg tega pa je tudi predsednica ustanove Mali vitez, to je fundacija za pomoč v zdravljenju raka v otroštvu, in še kup zanimivih prostočasnih dejavnosti ima. Spoštovana doktorica Zaletelj, hvala lepa, da ste danes z nami. Ja, hvala vam, pozdravljeni. Lorna, zelo težko delovno področje ste si izbrali. Otroci med zdravljenjem raka. Ti otroci, ki nekoč ozdravijo, postanejo mlajši odrasli, jih spremljate, sledite njihovemu stanju, ko so že ozdravljeni, pozdravljeni. Ja, res je. Pravzaprav po specialnosti sem radioterapevt onkolog, tako da sem zaposlena kot radioterapevt na Onkološkem inštitutu in načrtujem zdravljenje tako pri otrocih z rakom, kot tudi pri odraslih z redkimi raki. To so sarkomi, limfomi in pa tumori centralnega živčnega sistema. Ja, seveda, načrtovanje obsevanja pri otrocih je eno težjih poglavij, bi lahko rekla. Prvič zato, ker so tumori pri otrocih zelo raznoliki in seveda lokalizirani na različnih lokacijah telesa. Drugo pa zato, ker otrok še raste in seveda med obsevanjem to rast nekako zaustavimo oziroma zmanjšamo in so zaradi tega posledice samega obsevanja večje kot pri odraslih. Zato je zelo pomembno, da jih potem tudi sledimo po končani dobi rasti, ko so stari 18 let in več, pridejo k nam potem na sledenje poznih posledic, pa ne samo zaradi zdravljenja z obsevanjem, ampak tudi zaradi zdravljenja z kemoterapijo. Res je, da na srečo obsevamo manj, kot smo naprimer pred 20-30 leti, takrat, ko sem začela delati na Onkološkem inštitutu, predvsem na račun tega, da obsevamo manj otrok z levkemijami. Takrat smo obsevali pravzaprav glavce vsem, ki so se zdravili zaradi levkemije, sedaj pa to ni več potrebno, zaradi tega, ker imajo bolj intenzivno kemoterapijo, ki doseže tudi centralni živčni sistem. Tako da zdaj obsevamo približno 40% otrok z rakom. Saj vem, da zdravite tudi odrasle, kot pravite, z redkimi raki, pa sarkomi, limfomi in tako naprej. Pa se mi zdi, ko imate pred seboj ali pa pod obsevalnikom majhnega človeka ali odraslega, da je to čisto iz vaše človeške drže, gotovo drugače. Seveda je drugače. To je, vedno je to neko psihično breme, nekako se poistovetiš s starši, To je velik problem, ampak nekako vseeno mora profesionalnost potem prevladati. Tukaj so zelo pomembni pogovori, tudi starši z otrokom, tudi, če razume, zakaj gre, če je že najstnik ali dovolj star. Tako da se res osredotočimo na to, da podamo čim boljšo informacijo staršem, otroku,
in pa seveda, da čim bolj profesionalno opravimo svoje delo, tako da omogočimo seveda čim boljšo ozdravitev otroka s čim manj posledicami. Tukaj sodelujemo tudi s kolegi iz tujine, imamo prav svetovno organizacijo Pediatric Radiation Oncology Society, se pravi združenje kolegov, ki se ukvarjamo z obsevanjem otrok z rakom. In moram reči, da se zelo razumemo drug drugega, kakšno delo upravljamo, da to ni enostavno delo in da si moramo predajati nekako znanje drug drugemu. Vsi nosite verjetno podobna bremena in se v tem seveda tudi gotovo bolj začutite. Ja. Veliko ste storili, nekaj že tudi zdaj omenili, ampak vemo, da ste ogromno storili na področju tako razvoja kot ozaveščanja širše javnosti o poznih posledicah zdravljenja raka. Tudi kampanjo ste kot vodja ambulante za spremljanje poznih posledic v otroštvu in mladi odrasli dobi. Torej skupaj z našim združenjem pripravili zelo odmevno kampanjo Pogum za življenje, pogum za sledenje. Ja, moram povedati resno, da to od leta 1986 je že ta ambulanta na Onkološkem inštitutu. Profesor Jerebova je ustanovila to ambulanto, bila res vizionar, kajti smo res ena redkih držav v Evropi, ki ima to ambulanto za sledenje poznih posledic zdravljenja otrok z rakom, tako organizirano na populacijskem nivoju. In zakaj je to pomembno? Vemo, da pozne posledice so pogoste po zdravljenju raka v otroštvu. Približno 2/3 mladih, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu, ima eno ali več posledic na kateremkoli organu, odvisno od tega, kakšno zdravljenje je imel. In zelo pomembno je, da to posledico ugotovimo, odkrijemo čim prej. Z nekim presejanjem, preventivnimi pregledi lahko te posledice ugotovimo še v fazi, ko ta mlad človek nima še težav in se seveda lažje potem odpravi te težave, ko niso še tako izražene, ko tisti organ, za katerega iščemo te posledice, pa če ni tako okvarjen. Potem je z raznimi ali zdravili ali postopki lažje to odpraviti, zmanjšati in so te težave potem manjše seveda. Drugo, kar je, so tudi te sekundarni tumori, pogosti. Ve se, da so te mladi 6-krat bolj ogroženi za drug rak kot njihovi vrstniki. Tako da je tudi tukaj pomembno prvič osveščanje o zdravem načinu življenja, se pravi izogibati se vsem možnim vzrokom nastanka drugega raka, tako kot vsem v populaciji pravzaprav svetujemo, tukaj še toliko bolj pomembno. In pa določene vrste raka pa spet lahko ugotovimo v zgodnji fazi. To je predvsem velja za rak dojke, če so imeli na primer obsevanje v predelu med pljučja pa vzduh, ko je bilo tkivo dojke v obsevalnem polju. To vemo, da so zelo ogroženi potem približno tako kot nosilci BRCA1, če so imeli to obsevanje, če so imele mladenke to obsevanje v puberteti, adolescenci. In je zelo pomembno, s 25 leti začnemo slediti z mamografijo, magnetnimi rezonancami, vsako leto in res odkrivamo zelo majhne tumorje, ki so dobro ozdravljivi. Tukaj gre pa res za življenje. Potem smo začeli tudi z presejanjem raka na debelem črevesju in danki s kolonoskopijami, če je bilo obsevano področje trebuha. Tudi tukaj smo odkrili zelo visok odstotek teh prekanceroz, tubuloviloznih adenomov, kar pri 2/3 teh mladih, ki so imeli obsevanje. Tako da imamo že zelo veliko teh naših lastnih izkušenj, ki jih pravzaprav niti v svetu še nimajo, ker je res pri nas to populacijsko sledenje. Potem je zelo pomembno tudi samo pregledovanje, tako dojk, kože. To je zelo pomembno, da nekako naučimo te mlade, da morajo skrbeti za svoje zdravje. Kardiovaskularne posledice so ene najpomembnejših za pozno umrljivost po zdravljenju raka v otroštvu in mladi odrasli dobi, predvsem okvare srca zaradi kemoterapije, zaradi
zaradi obsevanja tudi lahko. Ne? Tako da je treba skrbeti tudi za dejavnike tveganja za kardiovaskularno obolenja. Ne? Pritisk, krvni sladkor, potem prekomerna telesna teža, maščobe v krvi, stres, ne? Tako da jih tudi tukaj učimo, ne? Zdrav način življenja, skrbeti za vse te dejavnike tveganja. Tako da ne gre za to, da odkrivamo možne somatske pozne posledice, sekundarne tumorje in predvsem zelo pomembna je edukacija o zdravem načinu življenja in zmanjševanju vseh teh dejavnikov tveganja. Zelo veliko lahko sami naredijo zase. Odlično, pa vendarle kljub temu pravite, vaša ambulanta nima urejenega sistemskega financiranja, razen če je nekaj drugače. Nazadnje se še spomnim, da je bilo tako. Pravzaprav smo zdaj kar lepo to uredili, moram reči. Je bil tudi sestanek z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in so tudi rekli, da ta ambulanta že poteka. Da je to pravzaprav že kar sistemsko, lahko rečemo. In se je dejansko v zadnjih 2 letih. In se je dejansko to lepo uredilo, tako da sem res vesela, no, da bo to zdaj nekako postalo stalnica in bo teklo naprej. Želimo seveda to naše delovanje še razširiti res na vse mlade, ki so se zdravili tudi v starosti do 30 let. Redno sledimo že te, ki so se zdravili zaradi limfomov, Hodgkina, ne Hodgkina, ker so ti zelo ogroženi, ker imajo velikokrat pridruženo obsevanje k kemoterapiji. In moram reči, da zelo pridno prihajajo na to sledenje, ker nekako vejo, da so ogroženi za te pozne posledice in da je to potrebno. Ne? Naj povem še to, da v letošnjem letu so izšle tudi evropske smernice za sledenje poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu in v mladi odrasli dobi do 30. leta starosti. Tako da to so prve evropske smernice, enotne evropske smernice, ki jih imamo in tega smo zelo veseli. To smo že prevedli in tudi že dosegli odobritev na strokovnem svetu Onkološkega inštituta, tako da bomo te smernice tudi objavili in delali seveda naprej po njih. Za nas se ne bo zelo veliko spremenilo, ker smo podobno delali že doslej. Ampak doslej smo imeli smernice, nizozemske smernice, pa angleške smernice, pa ameriške smernice in smo potem naredili nekako eno krpanko vseh teh smernic. Zdaj smo pa res veseli, da imamo enotne evropske smernice, katerih se bomo držali vsi kolegi iz Evrope. Zelo dobro in dobro novico ste ponesli, saj sama nisem vedela, da se je to uredilo in se mi zdi izjemnega pomena. Pravzaprav se vaše poklicno življenje vse skozi nekako vrti iz tega vašega pristopa ali želje po celostni obravnavi bolnikov, pacientov, se pravi celostne obravnave v smislu od same diagnoze pa zdravljenja, rehabilitacije, do seveda sledenja poznih posledic, potem ko je človek že pozdravljen, zazdravljen. Tako da pravzaprav ne bi smelo nikogar presenetiti, da ste že več let zelo aktivni tudi v državnem programu obvladovanja raka, kjer ste koordinatorka prav za področje celostne rehabilitacije znotraj tega programa. In zanima me, kako daleč smo glede ureditve celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov. Ja, res leta 2017 sem se priključila temu projektu v sklopu državnega programa obvladovanja raka. Profesor Zakotnik me je prosil, če bi jaz tukaj vskočila in se mi je zdelo kar logično, čeprav časa je vedno premalo, ampak je res tako, da nekako po 30 letih delovne dobe že fajn, da človek tudi skuša nekaj sistemsko spremeniti s svojimi izkušnjami. In zato sem se tega tudi nekako lotila, tako da sem bila imenovana kot koordinator te strokovne skupine za celostno rehabilitacijo onkoloških bolnikov strani Ministrstva za zdravje. In takrat smo 2017 začeli s tem, z gospo Matejo Kurer, pravzaprav nekako iz nič. Želeli smo si, mislili smo, da mogoče v Sloveniji imamo nek
okvir neke celostne rehabilitacije kroničnih bolnikov, na katero bi se lahko še mi pripeli, kot za naše bolnike z rakom, pa tega žal ni. Tako da smo kar morali nekako orati ledino, seveda smo se tukaj poslužali smernic kolegov iz tujine in tako smo potem ustanovili to našo strokovno skupino, multidisciplinarno skupino za celostno rehabilitacijo onkoloških bolnikov, v kateri sodelujejo pravzaprav kolegi z različnih strokovnih področji, tako onkologi, pač kirurgi, radioterapevti in internisti, kot tudi zelo pomembno predstavniki pač društev bolnikov, potem Ministrstva za zdravje, ZZZS, sestri, vsi pomembni deležniki, in smo pač začeli graditi, to na večjih delavnicah in potem smo pravzaprav nekako si vsi želeli, nekako to je bilo skupno, da želimo delati v dobro seveda bolnika, da je bolnik center tega dogajanja. Naredili smo tudi nekako presek, kako je z celostno rehabilitacijo tedaj, takrat leta 2017, z vprašalniki bolnikom in smo ugotovili, da je tega malo in ugotovili smo tudi, da si bolniki želijo, da bi bila večino te celostne rehabilitacije opravljene pravzaprav blizu njihovega doma, ker si ne želijo vračati v te velike centre, kar je tudi pomembno. Ker celostna rehabilitacija po svetu je zelo različen, organizirana. Nekateri imajo centre, večje centre, kamor ljudje hodijo, nekateri imajo to ambulantno, nekateri imajo pač v obstoječih bolnišnicah, spet določene te rehabilitacijske centre. Tako da pri nas si res, glede na želje bolnikov, to predstavljamo bolj piramidno urejeno, zelo pomemben ta primarni nivo. Naredili smo pač akcijski načrt, smernice za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojke, ker pač nekje smo morali začeti. Program OREH najbrž. Ja, program. In potem smo začeli, smo naredili potem tudi klinično pot za celostno rehabilitacijo teh bolnic in začeli pred 2 letoma z tem pilotnim programom za bolnice z rakom dojk. Predvsem nas zanima kvaliteta življenja in pa trajanje bolniškega staleža oziroma vračanje na delo, to nam je zelo pomembno. Bistvo te celostne rehabilitacije pa je pravzaprav to, da omogočimo bolnikom čim boljšo kvaliteto življenja na vseh področjih, tako telesno, psihosocialno in pa poklicna rehabilitacija je zelo pomembna. Skratka, bolnik se mora čim prej vrniti v svoje okolje, socialno okolje, ker mi smo pač socialna bitja in delo krepi človeka. Tako da to je zelo pomembno. Imamo pa različne sklope teh možnih težav, ki jih bolnik lahko ima tekom zdravljenja, ker pač rehabilitacija poteka od postavitve diagnoze pa do konca življenja. In bistvo je, da čim prej ugotovimo težave, ki jih bolnik ima in jih čim prej odpravimo. To je bistvo tega rehabilitacijskega programa, da se ne kronificirajo. Dobro. Če se zdaj za hip še vrneva k tem malim bolnikom, ste rekli, so čisto poseben, seveda, da strokovni izziv, pa tudi čisto človeški. In kot vem, ste že kar dolgoletna predsednica tudi ustanove Mali Vitez in tudi svoj prosti čas posvečate boljši kvaliteti, o čemer ste prej govorili, tudi teh malih vitezov, torej otrok, ki so pozdravljeni. Pravzaprav mali vitezi so imenovani po Sienkiewiczu, po njegovem romanu Mali vitez. So pa to veliki vitezi, lahko rečemo, ker so le odrasli, načeloma ustanova Mali vitez skrbi za tiste, ki so stari 16 let in več, in so se zdravili pač v otroštvu. Se pravi, gre za tiste, ki so se pozdravili in so načeloma več kot 3 leta od končanega zdravljenja. Namen te ustanove Mali vitez je bil predvsem
Spet predvsem ta kvaliteta življenja, se pravi neka psihosocialna rehabilitacija teh mladih, ker smo ugotovili zelo veliko teh čustvenih težav, ki jih imajo, preko 80% teh mladih, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu. To je ugotovil naš klinični psiholog, profesor Korenjak, ko se je pogovarjal s temi mladimi. To je posledica vsega, kar so prestali pravzaprav v tej nežni otroški dobi. Vse bolečine, strah, vidijo starše, ki jokajo, pa jih je strah. Zdaj, če mami joka, bom jaz umrl. Tako so nekako si to predstavljali. Tudi so iztrgani iz tega svojega okolja socialnega, v bolnici, dostikrat sami tudi. Seveda to je z leti zdaj boljše, ker je ta in-room sistem, so starši veliko z otroki, pa kljub temu so velikokrat sami. Tako da vse te tegobe povzročajo te čustvene posledice. In nekako je naš profesor Korenjak rekel, da si lahko pomagajo sami, tako da se pogovarjajo med seboj. Ravno o teh doživljanjih med samim zdravljenjem in kasneje, nekako da popraskajo, pobrskajo po tej svoji podzavesti in da skušajo ubesediti te težave in vse tegobe, katere so prešli, in jih pravzaprav predelati nekako na nek način. In to najlažje sami med seboj. Zato smo takrat, že to je 25 let nazaj, začeli s temi psihoterapevtskimi skupinami mladih, ki so bile enkrat mesečno z kliničnim psihologom, pa mi smo bili tudi zraven, približno 10 do 15 mladih ljudi. In so bile razne tematike, pogovori o tem, kako so doživljali zdravljenje in kako je seveda potem teklo to otroštvo po ozdravitvi, s kakšnimi težavami se ukvarjajo zdaj in tako naprej. In moram reči, da so bili to zelo dobri rezultati. To so bile le take tudi intimne izpovedi, zelo so se povezali med seboj, drug drugemu pomagali tudi za nasveti. In predvsem stkali tudi prijateljstva. In fundacija je bila pravzaprav ustanovljena potem ravno s tem namenom, da bi poglobili to svoje prijateljstvo in druženje še izven zidov Onkološkega inštituta, takrat v Atomskih toplicah, so šli na 10-dnevno rehabilitacijo skupaj, in nekako poglobili to svoje znanstvo in prijateljstvo. Kasneje je ustanova prevzela tudi druge namene, se pravi denarna pomoč pri nabavi kakšnih lasul, zaradi tega, ker nekatera dekleta po obsevanju imajo zelo slabe laske, rabijo lastne sisteme. Se pravi pomoč pri nekako denarna pri nakupu teh lastnih sistemov, pomoč tudi pri nakupu protez po amputacijah, na primer. In pa predvsem zelo pomembno, nudimo tudi 3 štipendije letno za pomoč pri šolanju. To je zelo pomembno šolanje. Tudi damo denarno pomoč za kakšne tečaje, če to pomaga, olajša iskanje zaposlitve, ker s tem nekako se izboljša tudi samopodoba in je seveda tudi potem psihosocialno stanje boljše. Doktorica Lorna Zaletelj-Zadravec, podiva malo še k vašim čisto zasebnim stvarem. Se ustanova Mali vitez je vaša, da rečemo na rekovajih, prostočasna dejavnost, če vendar še povezana močno službo, torej te mali vitezi, ki postanejo veliki in gredo bojevniško skozi življenje, z veliko ovirami in izzivi. Za vas pravijo, to vam moram povedati, ko sem malo seveda povprašala, za vas pravijo, ona je tisti doktor, ki je vedno dosegljiva, ki vedno odgovarja bolniku, tako po telefonu, kot po e-mailu, taka posvečena ženska, posvečena temu poklicu. Vi hodite v službo ali opravljate svoje poslanstvo?
Ja, pravzaprav jaz lahko rečem, da živim medicino, tako nekako. Medicina je poslanstvo in seveda se ne neha, ko greš domov, kot se tamle odštemplaš in greš domov, to se pač nadaljuje tudi doma. Tudi moj mož je pač zdravnik, tako da oba živiva to poslanstvo, tako da je to še lažje, ker pač mož, jaz njega razumem, on mene razume. To je lepo, to je pač lep poklic, seveda z svojimi psihičnimi travmami, tudi bi lahko rekla, jaz sem imela težave z depresijami zaradi pač tega svojega poslanstva, predvsem pač ukvarjanje z otroci, z rakom, kar me globoko tudi osebno prizadelo. Ampak imam rada ta svoj poklic in tudi to sledenje poznih posledic, tudi to je moje poslanstvo, pravzaprav želim, da to se nadaljuje, to, kar je začela profesorja Rebova, da gre to naprej. Tako da ja, tudi doma pač živim to. Ja, seveda so pa tudi hobiji. Zelo velik hobi je pač moj kuža, naša Luna, naša mešanka Luna, ki sem zelo vesela, da jo imamo, ker te požene ven, pač v naravo, kar je nekaj najlepšega, tudi pač del meditacije, narava zelo veliko da, v vseh svojih letnih časih. Tako da ta odnos z psom, to je res meni zelo veliko pomeni. V šolo ste morali spet, čeprav kolikor vem, ste ravno kar upravljate tudi akademske izzive še imate, ste bili tudi v Parizu, v neki bolnišnici. Ja. Ampak s psom ste šli pa še enkrat v šolo, le da tokrat pasijo. Ja, tudi v pasjo šolo sva šli, seveda. Mi smo to Luno dobili lansko leto februarja, tako da sva delali najprej pasjo šolo preko Zooma zaradi covida. Kako izgleda pasja šola? Delali smo, posnet sem jo morala, sva pač delali doma naloge, posneli in poslali pač voditelju. Tako da tudi pasja šola je potekala preko Zooma, potem smo šli le v živo v pasjo šolo. Se moram reči, da je bila ta voditeljca kar huda name, tako da mi ni bilo to glih, le prosti čas, mi ni bilo glih fajn, da sem bila še tam kregana, ampak dobro, tudi to sva zdale z Luno skozi. Tako da mislim, da je dosegla tisto stopno, da lepo shajamo drug z drugim. Lepo sobivate, ne? Lepo sobivamo, ja. Tako da Luna nam res veliko da, imamo tudi muco doma, Kimi, tako da ta muca tudi pač zelo različne po naravi, ampak obe zelo srčni in pač veliko data. Mi njim, pač oni pa nam. Nazaj. Ja, nam nazaj. Drugače pa od prostočasnih dejavnosti pač petje. Petje mi je vse skozi veliko pomenilo. Že v osnovni šoli sem veliko pela, nastopala, tako da sem to pač nadaljevala, ko sem doktorat naredila, tudi sem šla v šolo solo petja, pač približno 3 leta, potem pa nadaljujem petje v ženskem pevskem zboru. Kje se dobro poje? Ženski pevski zbor Nasmeh, Grosuplje. Ja, to je zelo velika relaksacija. Pač tudi smo prijateljice, se dobro razumemo, vedno smo vesele, ko smo skupaj. Seveda tale covid čas nam je tudi prinesel tegobe, tako da smo 1 leto vadile preko Zooma, pa smo zdaj septembra 2 meseca celo v živo pele, tako da smo uživali v harmonijah, spet končno, pa se je spet vse zaprlo. Tako da upamo, da drugo leto spomladi, da bomo lahko spet v živo prepevale, ker petje je tudi velika sprostitev. To je meni zelo velika sprostitev, zelo rada pojem. Sicer tudi sem klavir igrala, sem hodila 10 let v glasbeno šolo, tako da tudi zaigram si kdaj. Pa ples, z možem rada pleševa. Mož tudi je odlično. Ja, mož zelo rad pleše, tako da plesna šola tudi, to pa že vrsto let hodva v plesne šole. Sem zdaj spet tale covid nam zagodil, tako da imava malo pauze s
tem in upava, da bo čim prej nadaljevala. Družabnosti ni verjetno, ne, ko sta lahko šla kam zvečer in na ples in tako. Ja, seveda, ne, še posebno mi, ko smo zdravstveni delavci, pač moramo kar paziti nekako na to, ne. Se kar izogibamo druženju, ker velikokrat je druženje tudi brez mask, pa seveda temu se pa res izogibamo. No. Tako da res pazimo, kam gremo, s kom se družimo, da ne bi se pač okužili, ker je problema, ne. Potem so oddelki zaprti, ne, ker veliko pač bolnikov in sodelavcev se okuži, tako da tukaj moramo res zelo paziti in biti nekako odgovorni. Hvala lepa, ker ste, ker počnete svoje delo, upravljate in ste odgovorni sploh še v teh posebej težkih časih. Ne? Pa me zanima, kateri je pa potem vaš najljubši ples, da nimaš. Na kaj se najraje zavrtite z možem, kaj najraje plešete? Jaz osebno imam najrajši rumbo. Rumbo, aha. Rumbo, to je tak... Celo strasten ples. Ja, tak romantičen ritem mi zelo ustreza in najbolj uživam v rumbi. Tu ča. Pač je pa res odvisno tudi, kako si razpoložena. Ne? Vsak ples za svoje razpoloženje, ampak največkrat rumba. Kaj pa vaš soprog? On je pa nevrolog, ne? Kater ples pa gre v nevrologijo bolj, če gre na radioterapijo z rumba? Ne vem, on se mora kar nekako meni prilagoditi. Ampak ne, tudi moram reči, ima kar podoben okus, no, tako da tudi on zelo uživa v rumbi. Ja. Odlično. Nam poveste še malo o vaši izkušnji v Parizu. Se spomnim, takrat ste prišli na en kratek obisk, se mi zdi, domov, pa smo se ravno srečali in ste bili zelo navdušeni, govorite odlično francosko. No, odlično glih ne bi rekla. No, ne. Meni se tako zdi, ker ne znam francosko. Ja. Jaz sem se pač učila francosko na gimnaziji Bežigrad 4 leta in moram reči, da smo imeli zelo dobro profesorico, tako da mi je kar veliko francoščine ostalo, pa na srečo ima tudi moj mož sorodnike v Franciji, tako da vsaj novoletne čestitke pišem vedno, pa včasih se kaj pogovorimo pač po mailu ali pa celo se slišimo. Tako da to je bilo zelo pomembno za vzdrževanje neke bazalne kondicije za francoščino. Ja, preden sem šla za 3 mesece na inštitut Gustave Roussy v Pariz, ker imam pač tam kolegico, ki se ukvarja s pediatrično radioterapijo in sem želela tukaj nekako malo razširiti svoje izkušnje, videti, kako oni delajo. In sem bila res vesela, da sem lahko šla tja. Je pa tako, da ko priješ pa tja, pa vidiš, kako francoščine ne znaš, ker oni govorijo zelo hitro, še posebno pariška francoščina je zelo nerazumljiva in sem zelo slabo jih razumela, ampak počasi človek dobi neko izkušnjo tudi iz tega, neko rutino, tako da je bilo po 3 mesecih že malo boljše, ampak potem sem seveda šla nazaj, na srečo še pred Covidom, to je bilo od septembra do decembra 2019. Je pa moja izkušnja taka, da delamo pravzaprav dobro, v Sloveniji. V Sloveniji, ja, dobro. Gustave Roussy je bil prvi cancer center v Evropi z res dolgoletno tradicijo, ampak pri nas res imamo dobre aparate obsevalne, dobro načrtujemo obsevanje, dober quality assurance, tako da tudi pri nas res nudimo otrokom tudi, da gredo v tujino na obsevanje, če je to potrebno, na to protonsko obsevanje. Imamo zelo dober center v Trentu, v Italiji, tako da tja pošiljamo zdaj že 4 leta otroke, ki lahko nekako pridobijo s tem načinom obsevanja in to pač zavarovalnica krije, če mi to nekako priporočamo. Gredo vedno na roko in pokrijejo praktično vse, za kar prosite, predlagate, svetujete? Seveda, vse v dobro bolnikov, tako da mislim, da je pri nas res zdravstvo na visokem nivoju, da res bolnikom lahko nudimo tisto, kar je zdaj pravzaprav za ta čas nekako najbolj optimalno in kvalitetno.
Naj tako ostane, ne? Zdaj časi so čudni, časih tudi nenaklonjeni raznim boleznim, pa tudi zelo hudim boleznim, recimo kot so onkološke. To bo še čas pokazal, kaj vse slabega v narekovajih je naredil in bo naredil ta čas. Doktorica Lorna Zaletelj-Zadravec, dajva zaključiti tu in zdaj, recimo v Prlekiji z eno lepo hišo z veliko rožami, z enim prostorom, kamor se tako vi kot vaš soprog in vaša družina, koliko otrok imata? 2. Sina, ki je pravnik, hčera zaključuje socialno delo, tako da ja, Prlekija, to je pa rodni kraj mojega očeta Miklavž pri Ormožu. Tam imamo vikend in smo pogosto v teh krajih, kjer jaz rečem, dostikrat se kar čas ustavi in nama to res ustreza z možem, da nekako se umakneva iz tega vrveža, da smo nekako v miru, da slišiš svoje misli, da lahko tudi živiš medicino, tudi tam, mogoče, ne? Ampak predvsem pa tudi druženje s prijatelji v tistem okolju in pa moje rožice, seveda rože so pa tudi moja velika strast, tako rožice notri kot rožice zunaj na vrtu. In vam lepo uspevajo? Ja, rožica je pač tako, če daš ljubezen, jo tudi dobiš nazaj. Tako približno kot pri živalih. Ja. Veste kako, ne vem zdaj v COVID časih, ali je to primerno ali ni, ampak tole bodo ljudje najin pogovor poslušali v petek, morda bo sobota in vikend recimo varno in primerno za kakšen sprehod po Jeruzalemu, po lepih goricah v Prlekiji, morda za kakšno dobro vino, za kakšno gibanico, ajdovo zlevanko ali kako že? Ja, res je. Oni imajo z ajdovo moko in skuto, gibanico. Ja. Doktorica Lorna Zaletelj-Zadravec, najlepša hvala, uspešno delo še naprej in samo naprej. Najlepša hvala, pa vsem želim dobro. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje!